Jaz bom poskušala zdaj v nadaljevanju prikazati nekaj rešitev, nekaj idej, kako bi bilo smiselno ta slovar uporabiti pri pouku, predvsem slovenščine. Na koncu pa potem tudi širše. Zdaj, na eno stvar bi rada najprej opozorila in je smiselno, da preden začnemo z digitalnimi jezikovnimi viri v razredu, na to opozorimo tudi dijake. Vem, da to počnemo ves čas, ampak najbrž nikoli ni odveč. Katerikoli vir, ta očitno slovar tudi je treba zelo kritično znati sprejeti. Torej, znati ustrezno, kritično razbirati podatke, da jih ne razumemo kot same po sebi normativne in zavezujoče rešitve. In da smo z njimi zelo hitro zadovoljni. Se mi zdi tako pomembno opozorilo, preden vstopimo v tak slovar. Najbrž potem, ko spoznajo koncept in ko vidijo rešitve, tudi uporabniške predloge, da dobijo občutek za to, ampak ker smo vajeni mogoče od drugih digitalnih jezikovnih virov, da znajo, da skušajo biti, želijo biti malce bolj normativni, jih je treba to pri tem tipu slovarja še posebej opozoriti. Bom poskušala naravo tega slovarja nakazati, kako ga postopno uvajati v pouk in slediti tudi fazam v poučnem načrtu. V prvem letniku, čisto na začetku, imamo praviloma v eni od tem pogovor o besedi kot taki, to so te uvodne teme v jezik. Ena od podtem so tudi vrste slovarjev, katere vrste slovarjev poznamo. Če si priznamo ali ne, v tem delu so naši učbeniki precej tu. In nas ne opozarjajo na te novejše tipe jezikovnih priročnikov, ne samo slovarjev, ampak tudi širše, in bi bilo dobro, nujno, da mimo tega, kar mogoče narekuje učni načrt, če to seveda sploh ne, naredimo tudi to večkrat v razredu. Druga stvar, da jih opozorimo na to, kaj sploh je nek sodoben digitalni slovar in da jih naučimo tega, da so to slovarji, ki še vedno nastajajo sproti, tako kot Wikipedija, recimo, ta pojem poznajo, ne, in vedo, da se sproti razširja, da lahko sami sodelujejo pri tem, ne. In mogoče bodo zaradi te sodobnosti uporabo tega slovarja toliko bolj seveda posvojili kot svoje. Smiselno jih je nagovarjati oziroma mogoče izkoristiti priložnost v razredu tudi, v kolikšni meri oni sploh še uporabljajo slovarje, ne zdaj dvojezičnih, in katere tipe slovarje uporabljajo. Ker jaz mislim, da če sodim po sebi, so knjižni slovarji že bolj redkost kot pravila. In da se mladi pa sploh v glavnem tukaj zatekajo na splet. In se zdi, da to mora postati ena taka splošna praksa. Kakšne vrste slovarjev uporabljajo recimo pri učenju tujega jezika? Kaj mi je tam všeč? Koliko so seznanjeni s tem, da lahko uporabniki sodelujejo pri nastajanju tega slovarja, kakor pa angleščina ima, Urban Dictionary recimo, kjer so rešitve, ki so nakazane strani uporabnikov, zelo fajn. Poleg tega slovarja bi samo še dodala, bi bilo fino, da jih čim večkrat začnemo navajati na uporabo tudi drugih jezikovnih priročnikov, tudi korpusa, ki ga niso vešči, ki ga ne znajo uporabljati in ne znajo razbirati smiselne informacije od tam. Tisti, ki ga uporabljamo, pa vemo, da je zelo velikokrat nam celo najboljšo pomoč proslavljati. Potem bi pa šla na konkretno rabo. Jaz bi za začetek bi jim dala preproste naloge v povezavi s tem slovarjem. Tako, kot smo se mi preizkušali igrati, ko se spoznavamo s slovarjem, da ga naučimo uporabljati, je, da poskušajo najti čim več sopomenk za ta izraz, da ocenjujejo ustreznost tistih sopomenk, ki so že dane, da rešujejo naloge dneva. Jih naučimo pravilno razumeti, če tega še niso vešči, kaj sopomenka sploh pomeni.
Zdaj, če grem samo en korak nazaj, kdaj pa učenci pri nas sploh poznajo pojem sopomenka? Če sklepam po svojih nekje v zgodnji, drugi triadi osnovne šole, mogoče še malo prej. Četrti razred, že prej. Osnovnošolci razumejo izraz sopomenka zelo konkretno in iščejo ne jedrne sopomenke, ampak te popolne sopomenke. In jih v resnici drugačne rešitve prej zmotijo, kot da bi bili z njimi zadovoljni. Zdaj, dlje ko gremo v učenju jezika, maternega jezika, pa je seveda pomembno, da usvojijo koncept drugačno razumevanje tega termina, da te popolne sinonimije ni in da seveda mora obstaja variantnost, ampak da je pomemben kontekst pri vsem tem. In pri našem delu, kje je raba sopomenk sploh uporabna, kje ga mi lahko pri svojem pouku, recimo ta slovar, dejansko potem konkretno uporabljamo. Take rabe, tega ustreznega, mogoče malce težjega razbiranja, bodo vešči naši dijaki skoraj zagotovo, če jih na to temeljito pripravimo. Že prej sem opozorila, da velikokrat tarnamo nad njihovim šibkim naborom izrazja, dejansko dobivamo, kar se besednega zaklada tiče širine izraza, vedno šibkejše dijake. S tem se ne gre zadovoljiti. Mogoče ena od rešitev, poleg tega, da je seveda jim ponujamo čim več literature in vsi recepti, ki jih dobro poznamo, bilo mogoče tudi sistematično učenje novih besed, tudi pri maternem jeziku. Jaz sem to pred 2 letoma v svojih oddelkih počela, po zgledu, ki sem ga posvojila z enega tečaja tujega jezika in smo vsak teden na začetku, prvo uro, spoznali 3 nove besede slovenske. In smo v nedeljek 3 besede na A. Jaz ne znam povedati, koliko so bili oni v resnici tega in potem seveda smo jih v povedi uporabili, v kontekstu in potem sem jim rekla, da bom zelo vesela in jih bom tudi dodatno nagradila, če bodo te besede uporabljali v svojih pisnih sestavkih. Z tega so bili oni strašansko veseli. In so me, ko sem opustila to prakso zaradi pomanjkanja časa, nenehno spodbujali k temu, da bi s tem delom nadaljevali in sem bila tega zelo vesela. Kar se mi je zdelo recimo pri takem tipu naloge zanje izziv je, da sem jaz imela doma težavo, katere besede ne jim dam. Meni se zdi, da vse poznajo. Sem brskala pa po slovarju, pa naletela na kaj kdaj, ne vem, časopisju, po kakšnih publikacijah, tole bo fajn. Res sem imela, tako težavo, pa sem še omejena s črko. Kolikrat je tukaj lahko nabor besed, s katerega lahko razbiramo in ga imamo takole na dlani. Lahko pa začnemo, ne da jih učimo besede po besedi, ampak dajmo čim več so pomeni za to besedo. Pa imamo enkrat na tednu, 5 minut za to. Ker niso vešči tega. In doskrat tudi sami, ko pišejo, seveda potarnajo, koliko jaz ne znam tega povedati drugače. To bi bila ena taka preprosta naloga, čisto tehnična zadeva, prvi izziv. No in potem bi te nove sopomenke, bi jih spodbujali, da jih uporabljajo v novih besedilih. Tako bi širil svoje tematsko polje, dajmo domače naloge pri jeziku, pri književnosti, na katerokoli temo, pa lahko predlagamo, dajmo poskušati ta nabor besed razširiti. So zelo preproste naloge na začetku, zdaj bi pa mogoče poskušala še malo nadgraditi. Lahko jim damo za nalogo preurediti, na novo prepisati besedilo, ki v slovenščini že obstaja. In lahko vključimo v ta del tudi tekmovanje. Koliko besed v tem besedilu, začnemo lahko s kratkimi, je nekomu uspelo zamenjati, seveda na ustrezen način. In zelo zanimiva bi bila v bistvu primerjava potem teh besedil med sabo, taka zelo kreativna naloga, kreativna na svoj način. Oni vendarle izbirajo iz nabora, ampak morajo izbrati ustrezen izraz,
kakšne rešitve bi med sabo poiskali, kdo bi jih naredil več, mislim, da bi se na taka svojevrstna tekma, kljub temu, da so kdaj veliki, da se ne želijo igrati, ampak da se pa te stvari bi pa kar radi zagrabili. In seveda nuja bi bil pogovor o tem, v kolikšni meri se je ohranila sporočilnost tega besedila, a še ohranila besedilo enak smisel, a ima še enak žanr, lahko mi tudi določimo njim žanr, na podlagi katerega ne preoblikujejo besedilo. Tako bojo morali brskati po slovarju, iskati so pomenke in bodo naleteli na besede, ki jih mogoče še nikoli niso uporabili. Zelo seveda hvaležni so tukaj kakršnekoli igre v povezavi s tekmovanjem, z igro, ne vem, v improvizaciji, kako povedati nekaj na drug način. Zdaj, čist tehnično, pa seveda se z izrazom sopomenskosti mi srečujemo potem v drugem letniku, kjer pri osvajanju teh pomenskih razmerij med besedami poskušamo to predstaviti pred tega slovarja. Zelo uporabno tudi v tretjem letniku pri koheziji. In sicer, ko morajo ne samo prepoznati tip kohezivne vezi, ampak neko besedilo, kjer se neka beseda dobesedno ponavlja, izhajam recimo iz tipa nalog v delovnem zvezku, ki ga imamo, ki ga uporabljamo, da ga nadomeščajo s čim več različnimi izrazi. Do katere mere je tako besedilo še ustrezno. Zelo veliko togost v izrazu zagotovo prepoznavamo v njihovih esejskih besedilih, pri obravnavi literarnih besedil tudi s krajšimi nalogami, ko jim dajemo nalogo, da imamo označiti neko osebo, ker so velikokrat tukaj zelo omejeni. In si želijo pravzaprav s čim daljšim naborom nekih pridevnikov, če želimo označiti neko osebo, pa tega nabora besed nimajo. Mogoče pa na ta način, seveda širšim naborom sopomenk, lahko to oznako razširimo. In jih spodbujamo, da potem te rešitve, ki jih je naš slovar uporabljajo v svojih esejskih besedilih. Tisto, kar se bi meni zdel največji izziv je, te naloge do zdaj so bile pravzaprav zelo tehničnega tipa, kjer so ne izkazali mogoče tako zelo veliko mero samostojnosti. Najtežji del pa se meni zdi in seveda mogoče uporabnejši, najbolj smiselen pa je, da bi se naučili sami iskati popravke za neustrezne rešitve v lastnih esejskih besedilih. Mi smo seveda dolžni njim označiti besede, mogoče se lahko dogovorimo, da imamo esejskim besedilim označimo zgolj besedo, ki ni bila ustrezna ne celega izraza, če je to mogoče, in jih potem spodbujamo, da v slovarju sami poiščejo, kater izraz bi v tem kontekstu, ki ga je on navedel, najbolj smiseln. Katera seveda so pomenka. Krepi res to njihovo kompetenco, ne samo jezikovnega izraza, ampak tudi uporabe tega jezikovnega priročnika. Vse naloge povezane s kreativnim pisanjem, potem prevajanjem, da ne omenjam učenje slovenščine kot drugega tujega jezika, kjer je seveda nabor besedišča zelo pomemben za isti govor. In seveda niso osamljeni, to ni slovarska rešitev, kjer imajo zgolj navedene besede, ampak je zelo pomembno, da je njim ponujen kontekst. To so zdaj nekaj takih rešitev, ki sem jih skušala nakazati od teh začetnih nalog, preko drugega in potem tretjega letnika širše. Zelo pomembno je, da jih temu navajamo postopoma. Jaz sem prepričana, da bodo, če bomo poskusili s tem slovarjem razredu nad njim navdušeni, ker je ni blizu, ni prijazen, ker je sodoben in da se bodo radi odzivali, tako da spodbujam k temu in bom zelo vesela tudi vaših odzivov in idej, kako ste uporabili slovar. Hvala lepa.